Moje ime je Jan in danes si bomo pogledali funkcijo SUMIF. Datoteko, s katero bomo delali, si lahko prenesete na Google Drive link spodaj v informacijah. Odprimo najprej list prodaja. Tukaj imamo podane podatke o prodaji po različnih kategorijah in pa po različnih regijah. Te so pa pomešane. Za boljšo preglednost podatkov pa želimo te podatke združiti, torej želimo vedeti, koliko smo prodali vseh izdelkov na vzhodu, koliko smo v celotni državi prodali sladkarij. Tisti, ki ste spremljali prejšnje videe, bi mogoče za to nalogo predlagali vrtilne tabele. Te so super hitre in enostavne, vendar mogoče ne ponujajo tako lepe estetske predstavitve, kot jo lahko ponudi SUMIF. SUMIF pa dela to, kar v bistvu dela vrtilna tabela, torej združi neke podatke po nekem kriteriju. Najprej bomo te podatke združili po regiji vzhod. Postavimo se torej v celico H7, napišemo znak za je enako in ime funkcije je SUMIF. Oklepaj in si odprimo okno za pomoč pri vpisovanju funkcije, da nam bo lažje. Prvo polje obseg nas sprašuje, kaj želimo vrednotiti glede na naš kriterij. Za nas predstavlja to stolpec regija, pa označimo celoten stolpec. Drugo polje pogoj predstavlja nek kriterij, torej kakšen mora biti ta prvotni obseg. V našem primeru mora biti vzhod. To bi lahko vpisali direktno v polje, bolje pa bi bilo, da ne potrebujemo vpisovati še za sever, da samo kliknemo na naš pogoj. Obseg seštevanja pa predstavljajo tisti dejanski podatki, ki jih bo Excel sešteval glede na kriterij. To pa je stolpec prodano, pa označimo celotnega. Stisnimo v redu, dobimo 17.399. Vrtilna tabela, ki je na tem listu, bi morala dati enak rezultat. In res je, na vzhodu smo prodali skupaj 17.399, tako da imamo dokaz, da vrtilna tabela in SUMIF funkcija delata enako. Kot ostale funkcije lahko tudi SUMIF funkcijo z samozapolnitvijo zapeljemo dol, vendar moramo najprej fiksirati stolpec za regijo in pa stolpec za prodano. Dvakrat kliknemo na funkcijo in pa fiksirajmo prvi parameter in pa zadnji. Če zdaj povlečemo dol, vidimo, da imamo spet en problem. Namreč sladkarije in pijače se nahajajo v drugem stolpcu, zato jih bomo morali popraviti. Spet odpremo okno za pomoč in spremenimo obseg na kategorijo. Če to ponovno fiksiramo, nato lahko še drugo kategorijo izračunamo z samozapolnitvijo. Kot kriterij pa ne rabi biti samo neka beseda, lahko je tudi številka. Prestavimo se na delovni list kriterij. Tukaj pa bomo izračunali vrednost zaloge tistih izdelkov, ki jih imamo na zalogi več kot 50. Torej, tale pride v poštev, tale pa ne, ker jih je manj kot 50. Postavimo se v celico H5, napišemo je enako, SUMIF, odpremo pogovorno okno za pomoč, obseg za vrednotenje bo torej število kosov, ker nas zanima, če je več kot 50 ali ne. Kot pogoj pa bomo dali, da naj sešteva samo tiste, ki so večje od 50. Dejanski obseg seštevanja pa bo vrednost zaloge. Dobimo končno vrednost 5004 evre. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v tem videu. Če bi se radi naučili še nekaj več o Microsoft Wordu, si ogledajte video Word za napredne. V prvem videu si bomo pogledali, kako naredimo obrazce. Ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati mojo Facebook stran Office tečaji.